Vsi spremljajo cene zlata, da bi zaznali znake zloma. Opazujejo napačno stvar. Pravi opozorilni znak je na vašem pragu ali v vaši kuhinji. Leta 2025 so največji ameriški proizvajalci škatel trajno zaprli 10% ameriške proizvodnje kartona. To je največji zlom po letu 2008. In ko podjetja prenehajo izdelovati škatle, to pomeni eno stvar. Izdelki se ne premikajo in svetovno povpraševanje umira. In ta gospodarski šok bo kmalu prizadel vaš bančni račun. Izbrana skupina podjetij je v središču ameriške embalažne industrije. Smurfit Westrock, International Paper and Packaging Corporation of America. Velika trojica. Skupaj tvorijo hrbtenico ameriške dobavne verige za karton. Skoraj vsak fizični izdelek v Ameriki gre na neki točki skozi njihove rjave škatle. Leta 2025 so ta podjetja in njihovi tekmeci trajno zaprli obrate ter tako ukinili približno 3,9 milijona ton proizvodnih zmogljivosti. To je približno desetina vsega, kar lahko proizvede Severna Amerika. To eno leto zaprti je bilo skoraj dvakrat večje od obsega zmanjšanj, ki so sledila finančni krizi leta 2008. Gospodarski zlom leta 2008 je bil najhujši po veliki depresiji. To niso dejanja zdravega trga. Podjetje International Paper je samo zaprlo 2 ogromni tovarni v Georgiji, ki sta lahko proizvedli skoraj 1 milijon ton kartona na leto. Približno 1100 delavcev je izgubilo službo. Nato je sledilo zaprtje obrata Red River Mill v Louisiani, skupaj z dodatnimi obrati po več zveznih državah. Podjetje je napovedalo vsaj 7 dodatnih zaprtij, pri čemer je za leto 2026 predvidenih več kot 700 dodatnih odpuščanj. To ni bilo omejeno le na eno podjetje. Smurfit Westrock je sam zmanjšal zmogljivosti za več kot 500 000 ton, saj je zaprl tovarno v St. Paulu v Minnesoti in končal proizvodnjo kartona v Teksasu. Te zaprtja so ukinila približno 650 ameriških delovnih mest. Tudi Packaging Corporation of America je začela zmanjševati število obratov. V celotni industriji so izgube delovnih mest od poznega leta 2024 presegle 4500 po vsej Severni Ameriki in Evropi, kar je enako, kot da bi v enem letu iz enega samega sektorja izbrisali celo srednje veliko tovarniško mesto. To je bil pravi kartonski pokol. Seveda, zaprtja in prestrukturiranja se dogajajo v poslovnem svetu. To je običajna praksa, vendar se tokrat zdi drugače. Cela industrija zapušča obrate, za katere so bila potrebna desetletja in milijarde dolarjev, da so jih zgradili. Iz enega razloga – naročilni. To ni bila neka enoletna anomalija. Od leta 2023 je industrija kartona odpravila približno 5,4 milijona ton proizvodnih zmogljivosti, kar je po mnenju analitikov ena največjih krčitev, kar jih je ta sektor kdaj zabeležil. Do leta 2027 naj bi zaradi trajnih zaprtij in preoblikovanja tovarn izginilo še 3 milijone ton. Da bi razumeli, kaj pomeni izguba 3,9 milijona ton v enem samem letu, si predstavljajte 4 največje tovarne škatel v Ameriki, ki so porušene in se nikoli več ne vrnejo. Ker se tovarne v običajni gospodarski upočasnitvi ne zapirajo na tak način, in to bo imelo ogromne posledice. Fizični okvir svetovne trgovine se razstavlja v realnem času, tovarna za tovarno, mesto za mestom. Da bi razumeli, zakaj bi vas sploh morala zanimati zaprta tovarna v podeželski Louisiani, morate nehati gledati tovarno in začeti gledati škatlo na vašem pragu. Po ocenah industrije, približno 75 do 80% vseh potrošniških dobrin del svojega življenja preživi v valoviti kartonski škatli. Nekateri viri ocenjujejo ta delež še višje, kar pomeni, da karton ni le embalaža, je nosilec skoraj celotnega fizičnega gospodarstva. Televizor v vaši dnevni sobi je prispel v eni izmed njih. Prav tako palete z živili, deli v vašem avtomobilu in paket, ki so ga pustili pred vašimi vrati. Če prekinete to oskrbo, začnete pritiskati na gospodarstvo. Skriti strošek je skrit v vaših tedenskih nakupih. Embalaža predstavlja pravi delež cene hrane in pijače, nekje med 8 in 15%, odvisno od izdelka. Pogosto to znese približno desetino tega, kar bi plačali v trgovini. Pri škatli žit za $5 je približno 20 do 40 centov, od tega namenjenih tiskanemu kartonu in notranji foliji. Torej, v resnici ne kupujete žit za $5. Kupujete približno $4,60 žit ter rjav karton, ki jo boste v enem tednu vrgli stran. To se dogaja vsak dan vašega življenja. Nikoli pa se ne pojavi na računu. Vsak izdelek, ki ga kupite, ima v ceno vračunan strošek embalaže. Ko kartona začne primanjkovati, se ta strošek poveča in nihče v verigi ga ne prevzame namesto vas. Proizvajalec ga prenese naprej, trgovina ga prenese naprej in na koncu pristane pri vas. Ne vse naenkrat, le nekaj centov tu in tam, dokler nekega dne ni vse nekoliko dražje in nihče ne zna prav dobro pojasniti, zakaj. Nikoli tega ne povežete z zaprtjem papirnice v Georgiji.
Prav to je tisto, zaradi česar je karton tako močan gospodarski signal. Točno to se je zgodilo skozi leto 2025. Povpraševanje je upadlo, vendar so cene kartona ostale blizu večletnih vrhov. Običajno, ko povpraševanje tako močno pade, cena pade z njim. Tukaj se je zgodilo nasprotno, ker so proizvajalci dovolj hitro zapirali svoje papirnice, da so ohranili omejeno ponudbo, tudi ko so naročila usahnila. Škatla na vašem pragu ni smeti, ki čakajo na tovornjak. To je časovni stroj, ki vam omogoča, da vidite prihodnost. In to omogoča zaradi enega trdovratnega dejstva o tem, kako nastajajo izdelki. Naročila za škatle so znan zgodnji opozorilni signal. Za približno 3 do 6 mesecev prehitijo tovarniško proizvodnjo. Izdelek se ne premakne takoj. Začne se na tovarniških tleh. Zapakira se v škatle, naloži se na tovornjake in pošlje v regionalna skladišča. Od tam gre naprej v manjše distribucijske centre in nato končno na police v trgovinah. Od prvega naročila škatle do trenutka, ko pride do vašega doma, ta sistem deluje po približno 90 do 180 dnevnem urniku. Škatle vedno pridejo najprej. Trenutno so pošiljke škatel v ZDA v tretjem četrtletju 2025 padle na najnižjo raven od leta 2015. Z drugimi besedami, desetletje rasti je v enem letu praktično izginilo. Skupna proizvodnja kartona je bila v letu 2025 približno 4% nižja kot leta 2024 in upad se s tem ni ustavil. Nadaljevalo se je tudi v letu 2026, pri čemer je prvo četrtletje pokazalo enega največjih padcev v zadnjih letih. Pri vseh večjih proizvajalcih so dnevne pošiljke padale skozi vse leto. Naročila se niso upočasnila, ustavila so se. Približno polovica anketiranih proizvajalcev škatel je povedala, da so se njihova naročila še poslabšala. Panoga se odkrito pripravlja na še več težav v preostanku leta 2026. To ni eno slabo četrtletje, ki bi ga popravila močna praznična sezona. To je dolg padec, ki zdaj traja že dovolj dolgo, da je zavedno zaprl obrate. Zgodnji opozorilni signal, ki običajno za 6 mesecev prehiteva gospodarstvo, je na najnižji ravni v zadnjem desetletju in še vedno kaže navzdol. Na tej točki pravo vprašanje ni več, ali se gospodarstvo fizičnih dobrin upočasnjuje. Vprašanje je, kako dolgo se že upočasnjuje, medtem ko tega skoraj nihče ni opazil. Tukaj nastopi nekaj, kar imenujemo učinek biča. Gre za to, da majhna sprememba v vedenju kupcev povzroči velik zamah, ko pride do tovarne. Predstavljajte si pravi bič. Majhen gib zapestja na ročaju skoraj ni opazen, a na drugem koncu bič močno poči. Tako se povpraševanje obnaša v sodobni dobavni verigi. Nihče ni imun na to. Walmart in Target sta s pandemijem išla na napačni strani tega biča. Preplavila ju je prevelika zaloga. Skladišča so bila polna, ker sta preveč naročila, ko je povpraševanje za kratek čas poskočilo. Zato sta naredila to, kar v takšni situaciji naredi vsak trgovec. Ustavila sta nova naročila in več mesecev prodajala obstoječe zaloge, namesto da bi jih obnavljala. Ko so se zaloge končno izpraznile, skladišča niso bila ponovno napolnjena enako hitro. In na to nihče ni bil pripravljen. Avgusta 2025 je izvršni direktor Walmarta, Doug McMillon, govoril o stroških ponovnega polnjenja zalog. Ko so ponovno polnili svoje zaloge, je dejal, da so ti stroški iz tedna v teden naraščali in da pričakuje, da bo pritisk trajal tudi v leto 2025. Ko tudi največji trgovec na svetu tako previdno polni svoje police. Previdnost ne ostane le pri Walmartu, prenese se navzgor po verigi do vseh, ki ga oskrbujejo. Cikel zmanjševanja zalog je normalen, sam se popravi. Vsi preprosto počakajo, da mine. Kar se dogaja zdaj, je zamrznitev, ki traja dlje, kot so pričakovali. Trgovine so močno zmanjšale naročila, da bi počistile presežek, kar je prisililo dobavitelje škatel, da so ustavili proizvodne linije, kar je nato prisililo tovarne, da so napovedale zaprtja, ki jih nikoli ne morejo razveljaviti. Vsaka povezava je pretirano reagirala, bolj kot tista pod njo. Učinek biča se je prenesel po vsej verigi. Kajti, ko se tovarna zapre, ni kot gumb za premor. Ne moreš preprosto znova zagnati tovarne, ko se povpraševanje vrne. Stroji se razstavijo in prodajo. Delavci odidejo in se ne vrnejo. In tudi, če se povpraševanje s časoma povrne, se zmogljivosti običajno ne. Sistem se torej ne vrne tja, kjer je bil. Vzpostavi se na nižji ravni. To je tisto, zaradi česar so ti rezi tako nevarni. Škoda se ne konča, ko se upočasnitev konča. Ostane prisotna. To ne vidijo samo ameriška nakladališča. Duši največji proizvodni stroj na svetu. Kitajski uvoz valovitega papirja je leta 2025 močno upadel za 17,87% v primerjavi z letom prej med januarjem in novembrom in pristal pri nekaj več kot 2 milijonih ton. To ni bilo le enkratno nihanje. Padanje se je začelo že leto prej. Kitajska uvaža papir za izdelavo kartonskih škatel. Te škatle prevažajo blago, ki na koncu pristane na zahodnih policah. Ko se torej uvoz papirja zmanjša, to pomeni manjšo zmogljivost pakiranja in manj proizvodnje v tovarnah.
Posledično, manj zalog pride v trgovine v tujini. To je tisto, kar je pomembno za vas. To ni neka oddaljena zgodba o gospodarstvu druge države. Zmanjšanje za 17,87% pomeni manj zabojnikov, ki prečkajo ocean, kar pomeni manj zalog in višje cene osnovnih izdelkov, ki jih vzamete brez razmišljanja. Toda promet ni enosmeren. Približno 10 do 15% ameriških zmogljivosti za proizvodnjo kartona je namenjenih izvozu, torej škatlam, ki ameriško blago pošiljajo v svet. In ta del je bil očitno pod pritiskom. Liner karton za izvoz je upadal skozi vse leto 2025. Trgovina se upočasnjuje v obe smeri hkrati, kartonske škatle pa so eno redkih mest, kjer se ta dvojni pritisk pokaže najprej. Če pa so stvari videti tako slabo, zakaj potem uradna slika gospodarstva v novicah še vedno deluje povsem v redu? BDP ZDA je v prvem četrtletju leta 2026 rasel po 2% letni stopnji. Na prvi pogled to pomeni zdravo, rastoče gospodarstvo. Toda v tej številki se skrivata dve stvari. Prvič, dejanska rast je zaostala za pričakovanimi 2,3%, zato to pravzaprav ni bila zmaga. Drugič, celoten skok temelji le na dveh stvarih. Velikem porastu izdatkov za umetno inteligenco in okrevanju zvezne porabe, ki se je zgodilo samo zato, ker je zaprtje vlade v prejšnjem četrtletju povzročilo padec. Če odstranimo razcvet umetne inteligence in skok državne porabe, bi bila rast v prvem četrtletju skoraj ničelna. Gospodarstvo se ni splošno povečalo. Majhen del gospodarstva je tako močno poskočil, da je povlekel povprečje navzgor in nekdo je to povprečje poimenoval okrevanje. Osebna poraba se je upočasnila. To je tisti del gospodarstva, kjer običajna gospodinjstva kupujejo običajne stvari. Stopnja osebnega varčevanja je padla na 3,6%, kar je najnižje od oktobra 2022. To pomeni, da so gospodinjstva nadaljevala z izdatki le tako, da so manj varčevala, ne pa z večjim zaslužkom. Cene goriva so že pritiskale na to, kaj si družine lahko privoščijo dati v voziček. Tako se je gospodarstvo jasno razdelilo na dva dela. Ena polovica je izjemen razcvet v tehnologiji in gradbeništvu, ki ga poganjajo podatkovni centri, čipi, programska oprema in ogromna državna sredstva. Druga polovica je gospodarstvo fizičnih dobrin, kjer večina ljudi dejansko živi in dela. Ta polovica se vztrajno krči, točno tako kot so podatki o škatlah opozarjali že leto dni. To je glavni vzrok in pojasnjuje pritisk, ki ga že čutite doma, čeprav novice vztrajajo, da gospodarstvo raste. Uradne številke sicer niso ravno laž, vendar skrivajo resnico. Združujejo upad v realnem gospodarstvu z eksplozijo umetne inteligence in povprečje predstavljajo, kot da opisuje vaše življenje. Ne opisuje vašega življenja, opisuje življenje strežniške farme. Naslovi govorijo o rasti, škatle pravijo drugače. Ljudje vedno domnevajo, da zlato ni zgodnje opozorilo na prihajajočo gospodarsko katastrofo. Nikoli ni bilo. Zlato je zavarovanje, stvar, ki jo ljudje kupijo, ko je nevarnost že očitna. Prav zato se njegova cena običajno dvigne šele potem, ko je škoda že narejena, in ne prej. Ko je zlato že povsod po naslovnicah, je udarec običajno že padel. Karton je ravno nasprotje. Je več mesecev pred dejanskim gospodarstvom, ker je na začetku vsake odločitve, da se kaj zgradi. In trenutno pošilja eno jasno sporočilo. Nič od tega ni ugibanje o prihodnosti. To se je že zgodilo. Morda ne bo en sam dramatičen zlom nekega jutra. Je nekaj počasnejšega in težjega. Dolg čas nizke rasti in visokih stroškov, police bodo bolj prazne. Cene osnovnih izdelkov, ki jih ne morete nehati kupovati, bodo ostale visoke. Gospodarstvo fizičnih dobrin se bo še naprej krčilo, medtem ko skupno številko navzgor držita umetna inteligenca in državni denar. Za običajno gospodinjstvo to pomeni, da plača vsak mesec, kupi nekoliko manj. Povprečna ameriška zaposlitev je verjetno v tistem delu gospodarstva, ki se krči. Razcvet, o katerem vsi govorijo, se dogaja drugje. Proizvajalci škatel so že sprejeli svojo odločitev. Zaprli so svoje tovarne in odpustili delavce. Ne čakajo, da novice potrdijo krizo, ker jo že vidijo v svojih knjigah naročil. Opozorilni znak je prav zdaj na vašem pragu. Pogled nanj vas nič ne stane in do zdaj še ni izkazal za napačnega. Ko se prva povezava v verigi pretrga, tam ne ostane. Premika se skozi proizvodnjo, nato skozi cene in nato skozi delovna mesta, dokler se učinki ne pokažejo povsod hkrati. Takrat postanejo stvari neprijetne. Ugotovite, kaj se zgodi, ko se vse podre, v oddaji Kaj če se ameriško gospodarstvo zruši, ali pa si oglejte tole.